Golob sem malce brskal po internetu in našel vaš slogan bolje golob na strehi kot vrabec v roki. Glede na to, da ima moja kolegica Maša en velik problem povezan z vašo obrtjo, mislim, da boste prava rešitev za njo. Ja, mene je začel pri strehi malo zamakati, ampak potem smo pa ugotovili, da so strešniki tako stari, da bi bilo treba v bistvu celo streho zamenjati. Zdaj pa malo o tem razmišljam, pa me zanima, kaj mi lahko vi ponudite. Ja, mislim, da ste kar prav prišli. Mi izdelujemo dva tipa strešnikov, cementnih. Dva tipa v bistvu. En tip delamo v 5 barvah, drugi tip v 2. Prvi tip, to je ta dvovaljni strešnik, največ se uporablja, je zelo razširjen, primeren za vse strehe, za naklone nad 20 stopinj. Zdaj, o ceni bi se kasneje pogovarjali, ker bo treba izračun napraviti, kaj vse rabite. Dobili boste lahko vse dodatke od krajnikov, slemenjakov, zračnikov in te plastike, ki gre zraven strehe. To je ta, kot sem rekel, drugi tip, je pa prestiž, je pa ravni, bolj modern, bolj elegantna streha izgleda, je pa samo v grafitno sivi pa v rdeči barvi. No, tisti prvi, dvovaljni, je pa v rdeči, bordo rdeči, grafitno sivi, rjavi pa naravno cementni barvi. Pa bi se midva mogoče lahko malo, preden začnemo o poslu, pogledala tudi vašo proizvodnjo? Ni problem, vam bom vse pokazal. Mislim, da bo tudi zanimiv za pogledati. Zdaj, če govorimo o orodjih, ročnih in teh danes strojnih, kakšne so razlike oziroma kakšna orodja so se včasih uporabljala, kakšna se pa danes? Danes je vse na elektriko, z velikimi vzvodi, tako da ni toliko sile potrebne. Drugače pa so te stvari toliko spremenjene, da dejansko vse kupuje. Tovarna naredi že do potankosti skoraj vse. In v bistvu si prenehal biti obrtnik izdelovalec, ampak si montažer. Prejle, ko sem se malo sprehajala po vašem podjetju, sem v eni izmed pisarn opazila napis, da iščete delavca. Kaj to pomeni, da delavcev primanjkuje? Ja, točno tako. Mislim, da je v celi naši regiji, da kar primanjkuje delavcev, pa nas pa sploh, ker smo na pol gradbeno, mislim, s tem betonom jih ljudje ne radi fizično delajo, če dalje več iščejo druge službe. Tako da imamo kar problem, čeprav je kar dobra plača in mislim, da to ni toliko zahtevno, kot je bilo včasih. Verjetno se nas malo drži ta sloves fizičnega dela, veliko beton prelagati, strešnike prelagati, čeprav boste videli, da jih prelagajo stroji. Ja, danes imate vse zviličari. Ja, tako je. Kako pa recimo poteka izobraževanje tukaj na vaši šoli za vse tiste, ki bi se radi odločili, da kasneje v prihodnosti postanejo? Ja, izobraževanje v bistvu poteka, bomo rekel, v partnerskem odnosu z podjetji, obrtniki. To pomeni, da del praktičnega izobraževanja doživijo dijaki na naši šoli, v naših šolskih delavnicah. Del tega izobraževanja pa se seli k delodajalcem. Partnerski odnos pomeni, da dejansko z roko v roki z delodajalci kreiramo nove programe in v življenje spravljamo obstoječe programe. Bom rekel, za laik je spet, da dejansko nekje polovico enega letnika lahko delodajalci vplivajo na sam kurikul, na samo izvedbo, na same vsebine programa, tako da dejansko imajo velik vpliv na samo izvajanje programa. Po drugi strani pa tudi preko odprtega kurikula lahko recimo na štajerskem področju učimo kleparje krovce o kritinah, ki so karakteristične za to področje, na primorskem pa recimo lahko učimo o kritinah, ki so pa karakteristične za primorsko. Prikrili ste veliko streh v Ljubljani, opremili z žlebovi, med njimi je bilo tudi veliko takih, ki so recimo spomeniško zaščitene. Kaj je zdaj razlika v delu med spomeniško zaščitenimi stavbami oziroma pokrivanjem spomeniško zaščitene stavbe in recimo industrijskim obratom? Tudi tukaj je razlika taka, da moraš v spomeniško zaščiten objekt predstaviti tisto, kar si dobil oziroma kar je bilo. Dočim pa na ostalih stavbah greš pa z modernejšo tehnologijo in materialom, modernejšimi materiali, po želji.
ker danes dobiš toliko vrst pločevin in kritin, da je že kar hudo. Ampak se vam zgodi, ko greste mimo kakšne hiše, ki ste jo vi delali, da ste prav posebej ponosni, da rečete, to sem pa naredil zelo fajn? Ja, je. Naprimer križanke. Dosti zahtevno delo bilo, kjer si je moral dejansko vsak šiv sklepati, ker je kupola. In to, vse tudi tukaj smo videli tisti stožec pri vhodu, ki gor pride, dosti zahtevno delo za krovca in za kleparja na gradu. Gospod Marjan, zdaj smo tukaj v proizvodnji. Nam lahko malo razložite, kako tukaj stvari potekajo? Ja, začeli bomo kar, material prihaja v stroj po traku. Gor je fotocelica, ki gleda, koliko je materijala v koritu. Če je materijala premalo, trak zalaufa. Ko se napolni, se pa trak ustavi. Uporabljate beton, ne? Beton. Ja, uporabljamo beton. Trenutno delamo rdeče strešnike, zato je beton rdeče obarvan. To je maso barvano, pravimo. In ta stroj pol iztisne strešnike pod visokim pritiskom v obliko. Ta del jih odreže na dolžino in naprej se prvič pobarva površinsko z akrilom in grejo strešniki na pakiranje v ta stroj naprej. A bi pri vas lahko človek, zdaj ste rekli, da so strešniki obarvani oranžno, bi lahko recimo nekdo vijolične strešnike si zaželel, pa bi mu to lahko uredili? V principu lahko, ampak ni praksa, da bi za posamezno stranko posebej delali. Imamo 5 barv, opečno rdečo, bordo rdečo, rjavo, grafitno sivo pa naravno cementno. Zdaj, njih neko vijolično, ne vem, mogoče, ne. Rekli ste, da gre tukaj material v, recimo temu, sržer za nami. Tukaj je še material dokaj mehak. To mora se posušiti, ne? Iz tega te regale, ki jih napolni avtomat, viničarist odpelje v sušilne komore. V teh sušilnih komorah je približno en dan, se pravi včeraj je narejeno, danes grejo ven, spet na to napravo, ki je za nami, in z te naprave ta naprava spušča strešnike na trak, pride po traki v tole snemalno napravo, pravimo. Na snemalni napravi se ločijo strešniki od kalupov. Kalupi grejo na oljenje in ponovno v stroj za izdelavo strešnikov, kjer spet beton pride na njih in se ciklus ponavlja. Sami strešniki grejo pa še na površinsko barvanje, pa po traku v sosedno stavbo, tam se pa spakirajo v poseben avtomat jih pakira.